Danes nisem nameraval snemati videa, ampak potem sem vseeno vzel s sabo kamero, če bi se karkoli tazga zgodilo po poti. In če ne drugega, boste lahko videli, kako izgleda en moj kolesarski dan, kadar ne snemam. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil na pot šele po kosilu. Vreme je sončno, krasno, kičasto, vseeno pa je bilo ob enih popoldan kar 32 stopinj Celzija. Do kosila sem čakal zato, ker se je čez noč močno ulival dež, tako da je bilo dopoldan še vse mokro. In ta dež je tudi nekako prekinil tisti vročinski val, ki smo mu bili priča zadnjih 10 dni. S to aplikacijo, ki jo imam na telefonu, ko tudi naredim print screen pri svojih videih, je maksimalna temperatura v Solkanu v četrtek pokazala 40 stopinj Celzija. Zdaj je malo boljše, še zmeraj je 32, še zmeraj je vroče. Mi smo sicer vsi happy, da ni več 38, 39 stopinj, ampak tudi 32 je kar poletna vročina in ni tako malo. Tisti, ki me spremljate na Stravi, ste ta teden videli, da nisem skoraj nič kolesaril. Enostavno sem bil kar doma in to bo eden redkih tednov, ko ne bom dosegel svojega plana 150 km na teden. Ampak jaz sem razmišljal čisto racionalno, če je temperatura zunaj enaka moji telesni temperaturi ali pa še celo višja, potem jaz ne grem ven, ker bi se na kolesu samo izčrpaval, pregreval in to ne bi imelo nobenega smisla. Živjo. Čau. Jaz sem se odpravil danes južno od Nove Gorice proti Mirnu. Do Mirna je približno 10 km in nekje na tej relaciji lahko tudi vi, ki prihajate od drugod, kjerkoli parkirate in si vzamete neko svoje izhodišče. V Mirnu sploh ni nobenega problema, tam je veliko nogometno igrišče s parkirišči. In kadar ni tekme, boste parkirali brez problema. Je pa pri meni tako, da na en tak običajen kolesarski dan prvih 10 ali pa 15 km sploh ne vem, kam bom šel. Se šele potem naknadno odločim in zavijem levo, desno, gor, kamor mi srce poželi. Jaz bom dol v opis videa dal link do svoje Strave, tako da boste lahko točno videli, kje sem se danes vozil, ampak zdaj pot od Gorice do Mirna imamo začrtano in tukaj se odločam, da zavijem v Italijo. Za vse tiste, ki vas zanima kakšen tak bolj enostaven 50 km krog, ali pa tudi, če prihajate od kje drugje, ali pa ste tle na dopustu, večkrat dobim kakšna vprašanja za take krasne, lepe kroge. In tale danes sem kar prepričan, da bo eden izmed njih. Ja. Evo, tukaj sem prečkal mejo in sem na italijanski strani. Pot pa bom nadaljeval ob reki Vipavi in kasneje še ob Soči, kjer upam, da bo tudi kaj sence. Jaz ne vem, kako vi preživljate ta vročinski val, ampak meni, kadar je vročina, mi kar fajn dviguje pulze. Zdaj danes recimo imam povsem ravninsko vožnjo, 14 km in samo 30 višincev in pulze 160. To ne moreš verjeti. Dobro, se bom malo unesel, pa malo znižal te utripe, ampak vseeno, to ni normalno. To italijansko smer sem zbral tudi za tega, ker smo v začetku avgusta in v Italiji se začnejo počitnice, ki jim rečejo Ferragosto. S tem računam tudi na kaj manj prometa, saj večinoma Italijani prav v avgustu grejo na dopuste in je potem tukaj malo več miru. Ja, je kar mirno in prazno in tudi nekaj sence. In zdaj sem se spomnil, smo res v začetku avgusta 2026
kar pomeni, da moj YouTube kanal praznuje 6. obletnico delovanja. V teh 6 letih sem posnel 350 videov in če rečemo, da je bilo prvih 300 bolj slabih, se mi pa zdi, da je zadnjih 50 bilo kar dobrih. V tem času se je na kanalu nabralo 4000 naročnikov, kar v svetovnem merilu ne pomeni dosti, ampak v Sloveniji in sploh tale kolesarska niša se mi zdi, da je pa kar v redu. In me veseli, da toliko ljudi spremlja kolesarjenje, še posebej pa sem navdušen, kadar mi kdo napiše, da sem ga še posebej motiviral za to, da se je spravil na kolo. Ob tem velikem jubileju na YouTubu lahko izpostavim še en manjši jubilej, in sicer ima tale moja nova specialka WinSpace že dobre pol leta in pa dobrih 5000 km. Najboljša specialka vseh časov, kar sem si jih kdaj kupil, in zaenkrat teče še zmeraj, kakor da je nova. Ne želim nikogar prepričevati, vsak kupuje kolo po svojih parametrih, preferencah in prioritetah. Če se pa kdo slučajno zanima za kolesa WinSpace, lahko povpraša v Vektor Bajku v Škofji Loki, se tam prepriča na svoje lastne oči in se potem odloči. Kaj pa to? Ravno sem opazil, da so začela spet delati obvestila na Brightonu. Kar nekaj časa v teh zadnjih posodobitvah je trajalo, da na števcu enostavno nisi dobil obvestil, kadar je prišel kakšen SMS, mail ali pa klic. Včeraj je bila ponovno posodobitev aplikacije Brighton Active in očitno so to napako odpravili in obvestila ponovno delujejo. Super, me prav veseli. Prišel sem v Zagraj, tukaj pa je nekaj malega prometa, smo le v centru naselja, jaz se bom pa držal smer južno proti Redipulji. Je pa ni promet, glede na to, da je sobota popoldan, je prometa precej malo. Je pa Redipulja ena od tistih destinacij, za katero dobim kar precej vprašanj. Po slovensko se temu naselju reče Sredipolje, Redipulja je pa italijanska oblika tega imena. Predvsem je znana po enem ogromnem spomeniku na taka veličastna kostnica, ki se razteza praktično čez cel hrib. In to vam bom zdaj tukaj tudi pokazal. Prej, ko pridem do spomenika, grem preveriti še ta vodni vir. Tukaj zdaj že 2 leti potekajo gradbena dela, ampak vidim, da je za pešce narejen prehod. Prenavljajo ta muzej, ne vem točno, kaj delajo, ampak nasproti muzeja so pa javni WC-ji, ki so zmeraj odprti. Super voda je. Se splača tukaj ustaviti, sploh v taki vročini, ker gre bidon zelo hitro in tle zmeraj lahko računaš, da boš dobil svežo pijačo. Ok, zdaj grem pa na drugo stran do spomenika. Sem prišel čez cesto prav na to stran, kjer je spomenik. In to tukaj je spomenik v Redipulji, kostnica iz Prve svetovne vojne, cel hrib je pozidan, dejansko gre pa za stopnice, ki so urejene po abecedi. Za vsako črko abecede je pa napisanih na tisoče priimkov padlih vojakov. Nasproti tega spomenika, se pravi tam, kjer preurejajo muzej, je pa muzej na prostem. Kogar zanima orožje, topovi, položaji, take stvari, se lahko sprehodi tukaj med temi cipresami. In je tudi eno tako lepo doživetje, normalno, za tiste, ki vas to zanima. Ko bo pa tukaj končana prenova muzeja, upam, da bo od spodaj tudi tisti lokalček, kakor je bil že do zdaj. Potem se pa res lahko ustaviš
pa še malo pokafetkaš in poklepetaš in si narediš en lep izlet. Zdaj sem že čez polovico poti, na števcu imam 30 km in samo 80 višincev in kljub temu zaradi vročine moj povprečni puls 151. Nenormalno dosti. Res je, da 5 dni nisem kolesaril, ampak vseeno največ k temu prispeva prav vročina. Upam, da ostali dobro prenašate vročino in da nimate s tem kakšnih posebnih težav. Mlajši zagotovo to prenašajo lažje, starejši, rečemo 50, 55 plus, pa predlagam, da se rajš držimo malo bolj nazaj, ker za kolesarjenje bo čas tudi potem še jeseni in pozimi. Zdaj se bom pa odpravil gor na Kras in sicer gre za en tak lušen, lahek vzpon proti Doberdobu, vse skupaj nič posebnega in tudi ne mislim pretiravati prav zaradi srčnih utripov, ne. Se pa ta ulica, po kateri se zdaj peljem, imenuje Via Metlika, po slovenski Metliki. Mogoče so celo pobrateni, ne vem točno. Zdaj, tej cesti tukaj, ki te dvigne do Doberdoba, niti ne bi mogli reči kakšen vzpon. Na 900 metrih se dvigneš za 36 metrov, kar je točno 4% povprečni naklon. In to se da v enem takem zmernem tempu prav enostavno premagati. Prišel sem v Doberdob, normalno tukaj čez center naselja spet zna biti kakšen avto več. Tukaj desno, 1 kilometer proč je Doberdobsko jezero, ampak zdaj, ko je taka suša, nima nobene vode in je čist brez veze, da bi se vozil dol, ker vam lahko pokažem samo travnik. Bom mogoče po zimi enkrat se ustavil, pa da vidite, je tako lepo jezero in se ga da videti z več strani. Je pa Doberdob najbolj slovenska občina v Italiji, kar se vidi po tem, da je tukaj največ Slovencev, pa tudi ulice so recimo tle Cankarjeva. Vse ulice so poimenovane slovensko. Bi rekel tako, Doberdob pa Števerjan. Ne vem na pamet številka, ampak to sta dve najbolj slovenski občini na italijanski strani. Jaz pa grem zdaj naprej in sem se odločil še za en vzponček. Tudi bi rekel, da je tam 4-5% do vasice, ki se imenuje Vrh. Nikjer nobenga. Res se vidi, da so dopusti in Ferragosto. In ta moja odločitev, da se zapeljem v Italijo, je bila kar pravilna. Prej, ko pridem do vznožja vzpona, bi omenil samo akcijo Sirocco. Kar se tiče kolesarske opreme, je spet na voljo klasičnih 10% popusta. Imajo pa zdaj do 10. avgusta akcijo na teniško opremo. Tam so neke majice, hlače, če kdo rabi, znižane od 30 do 60%. In če uporabite moj specialni link in pa kodo RBASLO, dobite lahko še dodatnih 15% popusta. Evo, tukaj zavijem, kjer piše San Michele del Carso, Vrh. Ustavil sem se na vznožju vzpona za vasico Vrh. Tukaj na števcu mi kaže, da je vzpon dolg 2 km in da se na njem dvigneš za 100 metrov, kar pomeni 5% povprečni naklon. Tudi tega se da dokaj enostavno premagati. Jaz bom pa izkoristil, da sem se ustavil tle na vznožju, da poiščem eno palčko in še naredim fotko svoje specialke. Tukaj je prav fajn, da malo popiha in med tem vzponom lepo hladi. Je pa vzpon res tak, precej enostaven, kakor sem rekel. Pravi užitek.
Je pa prav lepo zdaj na Krasu, ko se začnejo kazati te rdečkaste barve in jeseni bojo prav super rdeče, rumene in oranžne. Tale vasica Vrh je tudi izhodišče za obisk zgodovinskih poti na Brestovcu. Mogoče se spomnite, pred časom sem posnel video z mountain bikom, ko sem se vozil skozi vojaške jame iz Prve svetovne vojne. Če boste prišli tukaj, vam svetujem obisk. Zelo lep sprehod oziroma giro z gorskim kolesom. Tik-tak sem prišel na vrh in zdaj sledi en močen, oster spust dol v Sovodnje. Tukaj sem se zdaj povsem izognil Sovodnjam, tako da tisti, ki boste ponavljali moj današnji krog, ga boste odpeljali dobesedno po lepih stranskih cestah. Jaz vam želim varno vožnjo, čim več lepih kilometrov, lep preostanek tega poletja. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!